Dober večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Tole je naša jubilejna 50. oddaja in ob tej priložnosti smo na novo zapakirali nekaj najbolj odmevnih primerov. Videli boste, kaj vse se je zgodilo čisto blizu vas. No, stavim, da vam dolgčas ne bo. V okolici Ptuja je prišlo do incidenta z zunajzemeljskimi bitki. Veliki mutirani insekti naj bi napadli 4 domačine, moške, stare med 30 in 45 let. Vsi so bili lažje poškodovani. Prizorišče je obiskal predsednik vlade, ki je vojski naložil dodatna pooblastila. Čau, Či. Hvala lepa. Či podzval. Hvala. Evropa od nas pričakuje, da bomo uspešno branili šengensko nebo. Srečno. Srečno. Fajn bote. Srečno! Srečanja z zunajzemeljskimi potniki so postajala vse pogostejša, zato je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo posebna navodila, kako ravnati ob srečanju z njimi. Pomembno je, da proti njim ne krilite z rokami in ne vpijete. Če ste v skupini, se primite za roke in zapojte po jezeru blizu Triglava. Dajte jim vedeti, da so dobrodošli. Sirski brivec je opera v 3 dejanjih. Začne se z begunsko krizo, nadaljuje z integracijo v novem okolju in konča z deportacijo. Jaz, če si dam krilo gor zgledam košunka, vam moram povedati, Tako je, kaj priznam, nisem jaz Ivanka, ja? Ste pa dobri po srcu, to vsi vemo. Je pa res, včasih je bolje, če vsi ne kažemo nog. Imate prav? Imate morda kakšen nasvet za letošnji poletni luk? Ali vas bomo letos morda končno videli v bikiniju? Yes. Kanclerka Merklova je rešitev za slabe demografske trende našla v politiki odprtih vrat. Begunci in migranti so vabilo z veseljem sprejeli in se po tako imenovani balkanski poti odpravili v Nemčijo in ostale razvite države. Voditelji držav Zahodnega Balkana so pri tem hočeš nočeš morali sodelovati. Čau, baby! Dođi, imam plan. Kakav miris. Hvala. Baš mi je drago. Čau, mucak! Vice, Tamo. Idemo zajedno. jel uvijek pratiš gosta u toaletu? Zavisi. Si okej? Malo mi je neugodno. Dolazi, evo ga. Čuvaj me, molim te. Dok sam ja s tobom, nemaš se čega plašit. Zažvali čute 3 puta. Samo 2 put. Još jedan. Dosta, molim vas. Evo, nije boljelo. Gde si, Romeo? Ma čuva malo. Tako i treba. Družiti to, evo nas. Kriminalisti so v eni najbolj obsežnih akcij doslej razkrinkali več kleptomanskih združb, ki so v trgovinah po vsej državi kradle osnovne življenjske potrebščine. Opravili so kar 1500 hišnih preiskav, prostost pa odvzeli okoli 350 osebam. Živijo. Kje ste, Maršič? Ste prišli pogledat, imate nalog. Malo se malo. Dobar, pa kar naprej. Ja. Prvo vrata, tukaj desno. Spozna zvoha pa štete. Čuj, kam si ti toto salamo vrgo? Na spreden zid, ker klej bo pes pojedu. Doručak sem pa od zadnji Čuj, pust. kaj pa moko si dal? Moka je po drugem avtomobilu. A v drugega si dal? Ja, pa štete, jušne kocke, pa salama Kaj te mleko je imamo? kle. Jože, zbud se! Evo, mamo, najdel smo mlečen z drobci korja, ajdova kaša, drobtine, maso, olje. Harka duš kriminalci, kaj se imajo? Čak, olej je že odzad, boš ti dal, no. Aj to koka? Uj,
Muka? A, karuš. No, medtem ko kriminalisti lovijo majhne ribe, se velike še naprej sprehajajo po Ljubljani. O, domila, ne. Suki, a boš in kuki? Jih je štifka spekla. Bom, ne. Res ne utižal. Super. O, lega štrukla, ne, nekam bled zgleda, ne. A si kaj včeraj kuke probu, a? Sem ful zadane, super. Car Milan. Čak ima zdaj budile, sprašujem. Bi se videla. Pa kaj, di si ti ta glav tukaj, Jaz sem ne upam nič v žepah imeti, ker tu policija okoli, ne? O, ljubaj, pa kje si? Evo, Zuki, diler je tukaj. Boš kot trava. Vzem, če ti rečem, evo. A ti delaš? Jaz. Po poklecu. Ni problem. Mladen Zuki boš dal za pol cene, vela? On je prva liga, svaka čast. Ja, ti si šefe. Sam ne tega koliko govoriti. To stari. Kar jejte. vi veste, kdo delate koliko je? Nije pojma. Ja, kje ste ga pa dobili? Tebot. O, kje ste boje, Ljublačani, Ljublačake, ne, bo kdo koliko jedu, da je ful je dober. Sam vratam v centru. Riba je prijela. Ponavljam, riba je prijela. Robo imajo raki. Bodite previdni, ker je namazan za sami žalpami. Sprejem. Gospod župan, oprostite, da vas motim. Za vam sta dva policaja, ne se obračati. Imajo racijo zaradi droge, vi pa kar tukaj v rok držite tule. Ja, kak ga ne pa dam, ne, še čist veš je, ne. Milanov dealer mi ga je dal, ne. A ne ga vrnem? Ujejte ga. A zdaj ga bo pa kar požara, kaj? Čuj, ne vem. S piškoti so imeli opravka tudi v državnem zboru. Poglejmo, kaj je odkril Marjan Jerman. Gospod Verluga, kaj se dogaja v parlamentu? Čisto na kratko. Pali to! Pali, kaj? O čem govorite? Kaj? Kaj? Sej ni kaznivo. Kaj ni kaznivo? A ste lahko bolj natančni? Ne, bote malo presenečeni, no. Če je kdo pojedel več kot en piškotek, bo tako kot Hanžek, ki spi zunaj. Pa tudi Hana že trga in to zna zelo, zelo boleti. Ja, pač sami ste si krivi, kaj mi pa kradete, ker moja roba ni za en. Ja, glej, valjda, da ne, glejte, pod prvič, nobene bo testiral vlade, enkoli, tudi predsednika Pahorja, se veste, kak zadetek je. Velika večina s piškoti ni imela problemov, le malce več so govorili in se smejali. Res pa je, da so bili nekateri povsem zmedeni. Drugim, še najbolj poslancu Möderndorferju, je udarilo na čustva. Noben noče več sedeti zraven mene, kaj narobe? A smrdim? A mi z ust smrdi? A sem res tako slab človek? Povejte mi, zakaj ta prazen prostor med nami? Kaj to pomeni? A to pomeni, da bom za zmeri sem? Ja, kar bodite tam, če tako hočete. Tudi kolega zraven ni v najboljšem stanju, meni pa tudi že črke plešejo in to najprej na levo, pa na desno, pa na levo. In te piškotki so bili narejeni iz ene slabe trave. In ne vemo, česa so vsi zadeti. Drugače si mi jaz naredil en čaj, imam malo suha usta, moram pa zdaj res nekaj nujno popiti, pa tudi trenutno vstati ne moram, pa v bistvu tudi razmišljati ne. Jaz sem zunaj srečo Židana, ne. Pa mi je rekel, pet not vseca tam, ki piše Brkles, ne. Pa jim povej, da moraš najprej izkusiti svobodo, ne. Preden lahko sploh postavljaš pravila ali pa nekaj takega, ne. Ne vem, rekel je tudi, da bo kosil, sicer zdaj kje zdaj ta kosil? Tako da odločiti se moramo, ali naročimo pico, hamburger ali karkoli drugega, da bo dober. Zagorelo je v državnem zboru. Kljub hitremu posredovanju gasilcev se je požar bliskovito širil. Tam je bila naša posebna reporterka. Tukaj je veliko gasilcev, reševalcev in policistov. Notri naj bi bilo še kakšnih 5 do 7 poslancev. Kaj je rakla? Ja, zakaj niso ostala noter? Poslušajte, na koga, kam me vi malo zabavate? Predsednik državnega zbora je na izredni tiskovni konferenci dramatično pozval državljane, naj glasujejo, koga naj gasilci najprej rešijo iz goreče stavbe. Vse državljane v teh težkih trenutkih naprošam, da v čim večjem številu glasujete. Kaj sploh
gasilci še lahko naredite? Ogenj je vse močnejši, ma meni je ful vroče. Kaj naj naredimo? Nič nemnemo. Počakali bomo, za koga se bojo odločili gledalci, pa gremo reševati, kaj bomo. Ali poslance, ali pa mačko. Dve državi, eno morje. Ako dobro pogledamo, od tu se jako dobro vidi Hrvatsko more. A počakajmo arbitražu. Kdo bo ujel največjo ribo? A veste, že itek imajo ful obale in morja in zdaj bi pa radi še pol našega zaliva. Bruselj, kraj nesrečnega imena. Evo ti ruke, je sve dogovoreno. Najprej ljubčka, potem ostalo. Kdo je izdajalec? Ko se zmenva, vi morje, mi vino. Kdo bo potegnil krajši konec? Morje pa vino, vse nam bojo pobrali. Morje in vino. Zarote in spletke. Obljubim, da se ne bomo več kregali. Okej, Miro. Od zdaj naprej bo vse po moje. Ja, kakor boš rekla. Komedija dveh hitrosti. Kmalu v vaših kinematografih. Prebivalce obalnih krajev je nekega jutra šokiral nenavaden prizor. Po noči je neznano kam izginilo morje. Mnogi so bili prepričani, da za tem stojijo Hrvati. Ajde, reciti meni, Miro, da li pušite vi v SMC-u, a? Ja, po anketah kar pušimo, ja. Slovenska diplomacija se je znašla pred zahtevno nalogo. Kako zdaj implementirati arbitražno razsodbo in upoštevati mejo na morju, če pa morja ni več? Naše stališče je tukaj jasno. Piranska puščava je v celoti slovenska, zahtevali pa bomo tudi odprt dostop do prve oaze. Slovenija mora ohraniti status puščavske države. Tako, prvi polčas jubilejne 50. oddaje bomo končali v Piranski puščavi. Vrnemo se takoj, ko dobimo malo vode. Dobrodošli spet nazaj. Predsednik Pahor je svoji impozantni zbirki deficitarnih poklicev dodal še enega. In to tistega najbolj svetega. Kot prvi ateist je postal papež. Papež za en dan. No, pri tem ne smemo zanemariti vloge upokojenega kardinala Franca Rodeta, ki ima v Vatikanu še vedno močan vpliv. Daj, Borut, povej mi, kaj si mi prej razlagal? Poglej, Franc, bil sem že vse, bil sem mornar, begunec, kmet, predsednik vlade. A ja? Ja. In, res, predsednik vlade. In sem si rekel, zakaj ne bi bil enkrat papež? A bi to šlo mogoče, Franc? Ja, ti bom zrihtal audienco, pa bomo videli. O, super. Še tole postrgamo notri. Takole. Hvala lepa. Lejte ga, danes vrtnar, jutri mogoče papež, a ne? A gre? No, tukaj mi asistenti ravno kar javljajo, da je predsednik Pahor že v apostolski palači, kjer kot lahko vidimo v živo, dokaj samozavestno v spremstvu svojega kabineta hodi do papeževe zasebne knjižnice, kjer Frančišek ponavadi sprejema najvišje goste. Evo mene, a je ta halja obvezna? Ma, na nek način je. Bomo videli, kaj se da narediti. Ja, samo če mi jo mažeš, jo moraš spucati, ne? Dobro. In to samo v džegnani vodi, ne? Kar se tiče mahanja, ne bo noben problem. Vedno maham ljudem in oni imajo to radi. Tako da, ja, tu sem samozavesten. Ma ja, zdaj mahanja ni toliko, ne? Da vidim, če sem si vse zapomnil. Se pravi, zjutraj molimo, potem malo naokoli, potem balkon, potem malo molimo, pa malo tako molimo, pa malo balkona, pa malo molimo, pa to je to, pa molimo, pa to je to. Sem kaj pozabil? To je to. Tukaj je Biblija, to je nekaj takega kot hišni red, noco pravila, vse to, razumeš, ne? Če hočeš kaj dobiti, zamoreči, Bog tako hoče. Dobro. Predsedniku države je uspela misija nemogoče. Kaj takega bi težko trdili za predsednika vlade. Na dan norcev je na Brdu pri Kranju zaman čakal na ameriškega predsednika Trumpa in njegovo Melanijo. Poglejmo, kako so ga nategnili v lastnem kabinetu. Vse v redu. Še malo, Trump je že pristal, delegacija je že na poti. Ja, super.
Glih gledam, da ni nobenih varnostnikov, pa ničesar. Res so profesionalci, te Američani, čisto skriti. Seveda, to je CIA, ne? Ja, poznam. Seveda. No, sej jaz sem itek vedel, da pridejo. Ja, kako ste pa vedeli? Ja, prepričala ga je Melanija. Seveda, Melanija, no. Evo jih, tukaj so. Še par minut bo za počakati. No. Hecno je pogledati skole nazaj, ko veš, da te tajne službe opazujejo vaš čas. Ja, seveda, skoraj zagotovo nas opazujejo, sigurno. Pa saj sem na pravi poziciji, a ne? Lahko greste malo nazaj, tam vas snajper krije. Ker upozorite me, če grem predaleč. Dokler ste gor na tepihu, ste varni. Sam malo se urejte, ker zdaj le bo pa... Ja, kaj pa imam kle za ene blond lase, ha? Aha, tukaj so, no, zdaj se pa pripravimo. No, sam, Miro, pazi, da te tukaj le ne zbije. 1. april! Ja, dobra. Dober ste me. Vse kaže, da bomo na ameriškega predsednika in našo Melanijo še dolgo čakali. No, Erjavec pa medtem ne izgublja časa. Spet je obiskal Moskvo. Sorry, sem čist porazen, včeraj smo ga žurali, da... Meni gre vse v rok službe, rad vas sam izjavo za medije. Itak se nimal čem pogovarjati, tako da bom jaz zdaj bolj pametno izkoristil ta cajt. Ja, no, jaz sem sicer hotel izkoristiti to prvi... No. Ja, no. Ja. Hvala. Ja, a že konc termina? Pa vse zmenil. Več Mađarov za lepšo Mađarsko je slogan nenavadne akcije, s katerim želi Orbanova vlada zbrati čim več sperme čistokrvnih Mađarov. Projekt je osebno podprl tudi sam premier Viktor Orban. Lonček je na mizi, revije so od spodaj. Ne rabim. Jaz sem hiter. Obljubim. Tudi vam obljubim. Asistentka vas čaka notri, tule imate potvrdilo. In ko končate, svršite, dajte vzorec v škatlo. Aha, vi mi pomagate. Seveda vam bom pomagala. Hitre, kiškom halaš, ne psa bačak, mađere sak, bravo, velik tovo. Na ljubljanskem temeljnem sodišču se je začel težko pričakovani proces, v katerem Janez Janša, Igor Bavčar in Tone Krkovič od države zahtevajo, da se njihov projekt osamosvojitve Slovenije prizna kot avtorsko delo. Mi smo koncept osamosvojitve patentirali že leta 1991. Jaz se spomnim, da sem ravno takrat na Sazesu srečal Mirana Rudana in on je prišel zaščititi Lauren Onče, jaz pa samostojno Slovenijo. In kaj imajo politično-vojaški dosežki skupnega z avtorskim delom? Nikjer v tožbi se tožniki ne sklicujejo na politiko, vsi po vrsti trdijo, da je bila osamosvojitev izključno umetniški projekt. Politika je pač umetnost možnega. A vse kaže, da se bodo za odškodnino lahko brisali pod nosom. Slovenija pač ni več ista država. Odslej je razdeljena na zahodno-rdečo in vzhodno-belo cono. Med njima je moder sredinski pas, ki deluje kot tampon cona. To je edini model, ki je možen. Vse ostalo je zagotovo slabše. Veliko slabše. I love you, čau. Odpovedati moram tote koncert bele cone, ne, moram, sranje. Gledali ste Izmišljene novice. Upam, da se jeseni spet vidimo. Lahko noč in miren spanec.